Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci letošnjega posveta o izobraževanju odraslih, in lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Službe za izvajanje kohezijske politike iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V nadaljevanju bi vam rad predstavil nekaj ključnih novosti na področju evropske kohezijske politike, predvsem zato, ker je letošnje leto drugačno. Pred nami so novi izzivi, nove spremembe, situacija je drugačna in mogoče se v določenem delu tudi prvič se srečujemo z njo. Že lani smo vam predstavili zgolj izhodišča za evropsko kohezijsko politiko 2021-2027. Letos pa je Evropska komisija po prvem valu epidemije COVID-19 kot odziv na krizo in z namenom doseganja okrepljene in odpornejše Evrope pripravila obsežen načrt okrevanja za Evropo, ki temelji na koriščenju celotnega potenciala proračuna Evropske unije. V ta namen je Evropska komisija vzpostavila nov instrument za okrevanje, imenovan Next Generation EU, in okrepila dolgoročni proračun Evropske unije za obdobje 2021 do 2027. Znotraj tega se pa nahaja tudi evropska kohezijska politika. V nadaljevanju se bomo osredotočili na elemente omenjenega načrta za okrevanje, ki so za področje izobraževanja najpomembnejši. Pri tem je treba opozoriti, da smo še v procesu priprave oziroma načrtovanja, mi temu pravimo programiranja. Tudi evropske uredbe, ki so podlaga za ukrepe, še niso sprejete, zato so vsi ukrepi, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, na ravni predlogov, ki jih bo potrebno še dogovoriti v okviru pogajanj z Evropsko komisijo. Prvi, poglavitni del ukrepov za okrevanje Evrope predstavlja nov instrument, to je Next Generation EU. Z vzpostavitvijo omenjenega inštrumenta si Evropska komisija želi spodbuditi naložbe v zeleno, digitalno in odporno Evropo. Sestavljen je iz 3 stebrov. Za področje izobraževanja je pomemben predvsem prvi steber, ki je namenjen podpori državam članicam pri naložbah in reformah. Znotraj tega stebra so najpomembnejši naslednji instrumenti, ki jih bom podrobneje predstavil v nadaljevanju, in sicer mehanizem za okrevanje in odpornost oziroma Recovery and Resilience Facility, pomoč za okrevanje za kohezijo in območja Evrope React-EU, ter mehanizem za pravičen prehod, znotraj katerega je za področje izobraževanja relevanten predvsem sklad za pravičen prehod. Nekje se pojavlja tudi slovenska kratica SPP, medtem ko je v mednarodnem prostoru najpogosteje zaslediti kratico JTF, ki pomeni Just Transition Fund. Gre za sklad, ki ga verjetno poznate predvsem tisti, ki prihajate iz ene izmed premogovniških regij. Drugi sklop pa predstavlja večletni finančni okvir za obdobje 2021 do 2027. V tem sklopu pa je za nas ključna evropska kohezijska politika 2021-2027, ki jo bomo tudi podrobneje predstavili v nadaljevanju. Kot verjetno ste zaslišali, so voditelji in voditeljice Evropske unije 21. julija letos dosegli dogovor o svežnju za okrevanje in proračunu za obdobje 2021-2027 v skupni višini 1824 milijard evrov za celotno Evropsko unijo. V sklopu omenjenega dogovora so bile hkrati pripravljene časovnice in narejena predvidena delitev finančnih sredstev na nacionalne države. Na časovnici do leta 2029 naj bi bila Slovenija upravičena do okvirno 10,2 milijarde evrov, od tega je 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. V tem trenutku poteka intenzivno programiranje tako na ravni Evropske komisije kot tudi Slovenije. Evropska kohezijska politika 2014-2020 se izteče v letu 2023. Takrat pa se bo iztekla tudi pobuda React-EU, ki se naj bi začela izvajati že v letošnjem letu. Vendar se Slovenija trenutno še usklajuje z Evropsko komisijo glede predvidenih ukrepov. V letošnjem letu naj bi se začel izvajati tudi načrt za okrevanje in odpornost znotraj mehanizma za okrevanje in odpornost, se pravi RRF-ja, pri čemer naj bi bilo obdobje razpoložljivosti za nepovratni in povratni del do junija leta 2026. Od leta 2020 do leta 2026 bodo na voljo sredstva iz naslova sklada za pravičen prehod, JTF, od leta 2021 do 2029
pa bodo na voljo sredstva iz naslova Evropske kohezijske politike 2021-2027, kamor spada tudi en del sklada za pravičen prehod. Mogoče bi v nadaljevanju povzel nekaj glavnih bistvenih sestavin pobude React-EU, ki predstavlja sveža finančna sredstva v okviru obstoječega programskega obdobja 2014-2020, predvsem z namenom kratkoročne odprave posledic krize v okviru epidemije COVID-19. V omenjeni pobudi ni predvidene delitve po kategorijah regij, bo pa pomoč osredotočena na manj razvite regije, v skladu s cilji ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Za Slovenijo je predvidenih približno 312 milijonov evrov, ki naj bi predstavljali 100% financiranje strani Evropske unije. Sredstva React-EU so namenjena za izvajanje projektov v trajanju od 1. februarja 2020 do konca leta 2023. Ob tem bi zgolj na kratko omenil ukrepe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so predlagani v okviru pobude React-EU, vendar niso še potrjeni strani Evropske komisije. Prvi izmed ukrepov predstavlja ukrep podpore izobraževanja na daljavo, in sicer digitalizacija izobraževanja na celotni izobraževalni ravni. Ukrep je umeščen tako v React-EU kot tudi v RRF, kjer je predviden nakup IKT opreme in bo predmetna vsebina vsekakor smiselno umeščena v enega izmed ukrepov. Drugi pa je zagotavljanje zaščitne opreme šolajoče mladine in pedagoškega osebja, vključno študenti in pedagoškim osebjem za izvajanje študija z področja zdravstva in medicine. Nadaljeval bi kar z mehanizmom za okrevanje in odpornost. Tukaj bi poudaril, da gre za popolnoma nov mehanizem, ki je trenutno v fazi usklajevanja, ob čemer je potrebno poudariti, da sredstva v omenjenem mehanizmu ne gre enačiti s kohezijskimi sredstvi, saj bodo pri omenjenem skladu oziroma mehanizmu vzpostavljene drugačne zahteve kot pri kohezijskih sredstvih. Denimo, poročanje bo drugačno, poročanje bo po imenikih, pogoji so drugačni in sama izvedba bo tudi drugačna kot pri koheziji. Za razliko od React-EU predstavlja mehanizem za okrevanje in odpornost obsežnejšo finančno podporo, predvsem za dolgoročnejše reforme in naložbe, zlasti v zvezi z zelenimi in digitalnimi tehnologijami in odpornostjo nacionalnih gospodarstev z namenom, da se ublaži gospodarski in socialni učinek pandemije. S tem, da se poveča trajnost in odpornost gospodarstva EU, ter da se izboljša pripravljenost držav članic na izzive, ki jih prinašajo zeleni in digitalni prehod. Države članice morajo najkasneje do konca aprila naslednjega leta pripraviti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, v katere bodo začrtale program reform in naložb. Ti načrti bodo vsebovali ukrepe in izvajanje reform in projekte javnih naložb v obliki usklajenega svežnja. Načrti bodo skladni z izzivi in prednostnimi nalogami, opredeljenimi v okviru evropskega semestra, torej priporočili Evropske komisije državam članicam. Usklajeni morajo biti z nacionalnimi reformnimi programi, prav tako z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti, načrti za pravičen prehod ter partnerskimi sporazumi in operativnimi programi v okviru skladov Unije. Načrti bodo vključevali ukrepe za obravnavanje izzivov, s katerimi se soočajo države članice pri zelenem in digitalnem prehodu, ter tako spodbudili pot trajnostnega okrevanja vsake posamezne države članice. Smo, kot rečeno, v procesu priprave načrta in usklajevanja dokumenta z Evropsko komisijo. Postopek programiranja vodi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Ministrstvom za finance, ki si je zamislil strukturo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost na način, da bo Slovenija izvedla 5 reform. In sicer reforme na področju trga dela, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, na področju zdravstva, finančnega in fiskalnega sistema ter zmanjševanja administrativnih ovir. Hkrati pa bodo izvedene tudi strukturne spremembe, ki pa so razdeljene v 5 ključnih razvojnih stebrov. In sicer
podporno okolje za podjetja, ki obsega predvsem krepitev gospodarstva z investicijami v podjetja ter ukrepe z področja podpornega okolja za podjetja. Drugi steber je digitalna Slovenija, ki obsega ukrepe za digitalno transformacijo gospodarstva, poleg gospodarstva tudi družbe in države. Imamo tretjo strukturno spremembo, ki predstavlja trajnostni in zeleni prehod, ki obsega področje prometa, železniške infrastrukture, razvojne osi, avtoceste, regionalne povezave ter javni potniški promet. Obsega področje energetike, obnovljivi viri energije, trajnostna prenova stavb, predvsem z našega vidika energetska sanacija in energetska učinkovitost, okolje v smislu odpadnih voda in oskrbe za pitno vodo. Četrti razvojni steber predstavlja na znanju temelječo družbo, ki zajema tako krepitev znanj in kompetenc, zlasti digitalnih, tako kot tudi ukrepe z področja raziskav, razvoja in inovacij. Ta steber je najpomembnejši za področje izobraževanja. Peti steber pa je za področje turizma in kulture. Za navedene reforme in strukturne spremembe naj bi Slovenija imela na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev ter 3,6 milijarde evrov posojil. Za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so ključne 3 področja, tako kot jih vidite na izročku. Med načrtovanimi ukrepi bi izpostavil predvsem 4, ki so za nas najbolj relevantni in so bistvo našega dela načrta za okrevanje in odpornost. V okviru razvojnega stebra Digitalna Slovenija je za področje izobraževanja odraslih predvidenih več ukrepov. Ukrepi so po večini naravnani, da rešujejo izzive na področju celotne vertikale izobraževanja. In sicer gre v tej fazi za nakup IKT opreme za organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih, po drugi strani pa tudi podpora za razvoj in uporabo aplikacij in storitev na področju izobraževanja. Pri omenjenem ukrepu so predvidene predvsem različne rešitve v okviru Arnesa, to pa je mišljene predvsem spletne učilnice in podobno, ki so namenjene pedagoškemu procesu in v tem delu odprte za uporabo za vse, zato bodo navedene generalne rešitve tudi v pomoč in podporo organizacijam za izobraževanje odraslih pri njihovem delu oziroma izvajanju procesa poučevanja in učenja. Tretji izmed njih je pa vzpostavitev širokopasovnih povezav za tiste organizacije za izobraževanje odraslih, ki teh povezav še nimajo. Gre za ukrep, ki je enak tako v evropski kohezijski politiki 2021-2027 in sicer predvideva optične širokopasovne povezave, ki omogočajo hitrost povezovanja 1 gigabit na sekundo. Ter tudi zagotovitev nakupa in vzdrževanja potrebne aktivne opreme za vse ljudske univerze ter kritje stroškov centralnega upravljanja za ljudske univerze in vzgojno-izobraževalne zavode za naslednjih 7 let. Ukrep je zaenkrat predviden tako v RRF-ju kot tudi v kohezijski politiki 2021-2027. Na drugi strani pa v okviru razvojnega stebra, štirke kot mu rečemo, na znanju temelječa družba, pa je v okviru ukrepa celovita transformacija, trajnost in odpornost digitalnega izobraževanja predvidena vzpostavitev Centra za celovito nacionalno koordinacijo digitalnega izobraževanja na vsebinskem, organizacijskem in finančnem področju, po celotni vertikali izobraževanja, tudi na področju izobraževanja odraslih. Namen navedenega centra je predvsem koordinirati in smiselno povezati vse dejavnosti in projekte na tem področju ter spodbuditi razvojne potenciale digitalnega izobraževanja in tako prispevati k zagotavljanju višje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja nasploh. V nadaljevanju bi omenil mogoče še ukrep krepitve sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela, ki predvsem predvideva aktivnosti na področju srednjega šolstva in bo v določenem delu vplival tudi na izobraževanje odraslih. Če nadaljujemo z skladom za pravičen prehod, lahko rečemo, da znotraj mehanizma za pravičen prehod, ki vsebuje več elementov, je za nas, kot rečeno, ključen sklad za pravičen prehod oziroma JTF.
Omenjeni sklad se bo znotraj evropske kohezijske politike 2021 do 2027 načrtoval v dodatnem 6. cilju politike. Do sedaj je Slovenija z Evropsko komisijo dosegla dogovor, da sta do financiranja upravičeni dve premogovni regiji, in sicer Savinjsko-Šaleška in Zasavska regija. Potekajo pa še pogajanja za 4 industrijske regije, in sicer Goriško, Gorenjsko, Koroško in Podravsko regijo. Predviden proračun sklada za Slovenijo znaša okvirno 225 milijonov evrov, in sicer naj bi 96 milijonov evrov, kot je bilo načrtovanih za sklad za pravičen prehod, bilo namenjeno premogovniškima regijama, 129 milijonov evrov, ki jih je dodal inštrument Next Generation EU, pa naj bi bil namenjen preostalim 4 regijam, za katere še kot rečeno potekajo pogajanja. Relevantna področja znotraj sklada za pravičen prehod na področju izobraževanja, znanosti in športa so predvsem sledeča, ki jih bomo v nadaljevanju izpostavili. In sicer gre tukaj za naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter v spodbujanje prenosa naprednih tehnologij, na drugi strani za naložbe v digitalizacijo in digitalno povezljivost ter izpopolnjevanje in prekvalifikacije delavcev, vključno seveda z dejavnim vključevanjem iskalcev zaposlitve. Ministrstvo za infrastrukturo je 8. oktobra letošnjega leta objavilo osnutek nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načelom pravičnega prehoda. Omenjeno strategijo lahko najdete tudi na njihovi spletni strani. Pomembno sporočilo strategije je, da so človeški viri eden od 4 ključnih področij pravičnega prehoda, ki so posebej obravnavani v okviru relevantnih scenarijev za obe regiji, tako za Savinjsko-Šaleško kot za Zasavsko regijo. Za način upravljanja sredstev sklada za pravičen prehod je predlagan regionalni pristop, kar pomeni, da bodo regije in regijske institucije, torej tudi izobraževalne institucije iz navedenih regij, imele glavno vlogo pri pripravi predlogov projektov. To je mogoče razlika v primerjavi z dosedanjim postopanjem. Deloitte pa je 23. oktobra pozval vse zainteresirane deležnike, da posredujejo predloge projektov za vključitev vsebin v območja načrta za pravičen prehod za obe regiji. Tukaj bi poudaril, da je rok za predajo predlogov 21. november, tako da je še nekaj dni časa za oddajo predlogov v ta namen. Več informacij v tem delu vam bo podala vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, gospa Katja Dovžak. Mogoče, če se na koncu še obrnem na drugi del, ki je tudi pomemben, to je proračun Evropske kohezijske politike 2021-2027. Na našem srečanju lansko leto so vam bila že predstavljena izhodišča in naložbene prioritete na tem področju, predvsem na področju izobraževanja za kohezijsko politiko 2021-2027. Mogoče bi na tem mestu na hitro jih povzel, da je znotraj Evropske kohezijske politike 2021-2027 imamo po novem predvidenih 6 ciljev politik. Od tega je 5 osnovnih ciljev politik, to je cilj politike 1, tako imenovana pametna Evropa, cilj politike 2, zelena Evropa, cilj politike 3, povezana Evropa, cilj politike 4, socialna Evropa ter cilj politike 5, to je Evropa, ki je bliže državljanom. Na novo pa je dodan nov cilj, cilj politike 6, to je prehod na brezogljično družbo v okviru JTF-a. Nabor ukrepov je torej pripravljen, sledijo pa še usklajevanja in pogajanja z Evropsko komisijo. Novo dejstvo je predvsem to, da naj bi za razliko od enega operativnega programa, ki ga imamo v tem obdobju, v obdobju 2021-2027 imeli 2 programa, in sicer enega za vzhodno kohezijsko regijo in drugega za zahodno kohezijsko regijo. Posebej bo pripravljen tudi program za kohezijski sklad. Rok sprejetja vseh relevantnih dokumentov, kot so partnerski sporazum in vsi 3 programi, tako za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, kot za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, ter kohezijski sklad z vsemi spremljajočimi dokumenti, je sicer konec leta 2020.
ampak glede na trenutno situacijo predvidevamo, da se bo sprejemanje teh dokumentov zamaknilo in je načrtovana sprejetje teh dokumentov v prvi polovici leta 2021. Ključne usmeritve Evropske unije za pripravo kohezijske politike 2021-2027, tako kot preostalih EU mehanizmov, je želja po oblikovanju odporne, zelene in digitalne Evrope v Uniji. Za ta namen je predvidenih približno 2,9 milijarde evrov za Republiko Slovenijo. Na področju izobraževanja odraslih so vsebine ukrepov ostale nespremenjene. In sicer bomo v naslednji perspektivi izvajali ukrepe na področju razvijanja in izvajanja programov za različne ciljne skupine odraslih, tudi nove, glede na raziskavo PIAAC, ki zagotavljajo pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter izboljšanje splošne izobraženosti odraslih, dvig izobrazbene ravni posameznika na srednješolski in višji ravni, vključno s prekvalifikacijami, razvijanje in izvajanje nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjske karierne orientacije. V sklopu ukrepa nadaljnjega razvoja e-gradiv in drugih gradiv in programov za izobraževanje in usposabljanje na področju nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih bomo razvijali e-gradiva, e-vsebine in e-storitve, predvsem za področje osnovne šole za odrasle. Krepili bomo tudi kompetence izobraževalcev odraslih za izvajanje neformalnih izobraževalnih programov in podpornih dejavnosti za izobraževanje odraslih. Za ljudske univerze je predviden tudi nakup optične širokopasovne povezave, ki omogoča hitrost povezave 1 gigabit na sekundo, ter zagotovitev nakupa in vzdrževanje potrebne aktivne opreme za vse ljudske univerze, ter kritje stroškov centralnega upravljanja za obdobje naslednjih 7 let. Zadnji ukrep načrtujemo tako v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, kot tudi v okviru Evropske kohezijske politike 2021-2027, saj zaenkrat še ni odločeno, preko katerega instrumenta bomo omenjene vsebine dejansko financirali. Toliko bi bilo mogoče z moje strani na kratko. Konkretneje o ukrepih z področja Evropske kohezijske politike 2021-2027 pa vam bo v nadaljevanju predstavila magister Katja Dovžak.